Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Blaž. Lepo pozdravljen, Mark. Živijo. Zdaj, preden greva malo pokukati v tvoje izjemne možgane, v tvoje razmišljanja, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, da bojo vedeli, kakšne dimenzije in pa kvalitete imaš. Zdaj, ti si direktor družbe BE-Terna, Adriatic in član uprave BE-Terna skupina. Zdaj, da se malo poglobiva v tvojo začetno pot in tvojo karierno pot. Svojo profesionalno pot si začel v laboratoriju za umetno inteligenco na FRIU, tega se bo definitivno dotaknila, kjer si raziskoval področje umetne inteligence in pa strojnega učenja. Podjetju BE-Terna si se pridružil pred 7 leti kot vodja oddelka za upravljanje odnosov s strankami, se pravi KRM. V letu 2018 si pa prevzel vlogo direktorja Adriatic regije, se pravi Slovenija, Hrvaška, Srbija, in pa pred nekaj meseci si postal tudi član uprave, tako da čestitam. Hvala. V času tvojega vodenja je Adriatic regija dosegala začrtane 10% year over year rast prihodkov ter več kot pričakovano 10% year over year rast dobička. In visoka rast dobička je bila dosežena v večjem vlaganju v zaposlene ter razvoj. Zdaj, ti praviš, da imate neke 3 dejavnike uspeha družbe, ki izpostavljaš, se pravi znanje, inovativnost in usmerjenost v uspeh svojih strank. Največjo poslovno lekcijo pa opisuješ kot, se pravi, najpomembnejša ekipa, vse ostalo je drugotnega pomena. In prepričan si, da mora biti dober vodja v prvi vrsti dober človek, ki zna prisluhniti, biti dostopen, voditi zgledom in navduševati. Za odličnost vodenja je pomembno dati v ospredje podjetje in zaposlene, povedati, kar misliš, verjeti v to, kar govoriš in stati za svojimi dejanji. In zdaj, ti si bil tudi eden izmed 3 finalistov za mladega menedžerja Združenja Menedžer, tako da čestitam. Pa še malo mogoče podatkov o podjetju BE-Terna. Zdaj, to je kar velika korporacija, imate več kot že skoraj 900 zaposlenih in pa več kot 1500 zadovoljnih strank in pa mislim, da ste na 23 lokacijah, kolikor sem se sledil, tako res ogromna korporacija. Tako da, Blaž Strle, lepo pozdravljen še enkrat v našem podcastu. Zdaj, moje prvo vprašanje bi bilo, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, kakšen si bil? Zanimivo. Ne vem, ko je bilo pri tebi, ampak mi mislim, da smo se takrat delili na neke take skupine, šminkerje, pa bolj alternativo, skejtarji, pa punkari. Jaz mislim, da sem bil rocker, tako da mladi Axl-Rose recimo. Sem imel pa tudi babyface, tako da se mi je recimo dogajal, en profesor me je klical Blažka recimo. Ne? Pa še takrat na meji mutiral, nisem mutiral. Tako da recimo tako, no, bil sem mogoče, nisem šel v tisto glavno strujo, kjer je bila večina, hotel sem biti mal drugačen. Ful dobro. Zdaj, ti zelo poudarjaš ekipno delo, kar je super in mi je tudi blazno všeč. Tako da, daj mi malo povej, kaj pa tebi recimo pomembno, ko sestavljaš ekipo, na kaj si pozoren, kakšne lastnosti iščeš, kaj je pomembno? Ja, zelo dobro vprašanje. Zdaj, večina po mojem bi na prvo skočila, mora biti član ekipe zelo pameten. Meni se je pokazalo čez to mojo kariero, da so druge stvari bolj pomembne. No. Recimo ena je, da ga zanima to, kar dela, da ima nekaj iskrice v očeh, da bi rad to naredil. Poštenje je zelo pomembno, pa da je pač vztrajen. Sem imel primere sodelavca, niso verjeli vanga, veliko je naredil narobe, ampak vsakič, ko je prišel, pa si rekel, je to narobe, je prišel nazaj, pa je popravil. In vedno smo vse naredili na koncu. Tako na rok, vedno je šlo čez, ampak je imel to energijo in zdaj je kar uspešen. Ful dobro. Daj mi še povej, zelo odgovoren položaj, ki ga imaš, ogromno ljudi imaš pod sabo, verjetno je to kar zelo velika odgovornost in moraš biti zelo organiziran. Tako da, daj mi malo povej, imaš ti kakšno posebno rutino, kakšen je tvoj tipičen dan, ne vem, si v nedeljo pripraviš plan za cel teden, kako se organiziraš, kako izgleda tvoj tipičen dan? Ja, zdaj, moj tipičen dan je poln sestankov, zato ker višji, ko si, več ljudi, s večjimi ljudmi komuniciraš, tako da na koncu v bistvu več ali manj so sestanki in komunikacija. Zdaj, ne sestavljam si tedna v nedeljo, imamo pa svojo rutino recimo z mojo ekipo. Ne? Jaz sem si sestavil po knjigi Dead by Meeting,
Malo sem prilagodil, sem si sestavil v bistvu 3 tipe sestankov. En je daily sync, to je 15 minut, ker se z ekipo slišimo in gremo čisto rutinsko čez to, kaj ima vsak danes za narediti, zgolj iz tega, da se informacije širijo. Ne? Da vemo, vse je neumen, ampak pač shranjaš stik, pa veliko stvari poloviš in potem se tako zmanjša število mailov in nekega čakanja čez dan. Potem imamo tedenski sestanek, ki nima agende, ampak jo sproti sestavimo, ta je namenjen v bistvu, kaj imamo naslednji teden za rešiti, zelo operativen tudi, kar nominiramo teme, pa gremo čez studuje, kar smo se zmenili za prej, pa še obdelamo teme. Pol je pa mesečni, ta je pa v bistvu bolj strateški, kjer pa ima agendo, se naprej zmenimo, kaj so teme, kdo bo predstavil temo, kaj so pričakovani, v bistvu potem tudi rezultati tega in na osnovi teh predstavitev bi se mogli biti sposobni odločiti, kako naprej, ne, levo ali desno, bomo kaj spremenili, ne bomo spremenili. To se mi je pokazalo zdaj zelo koristno. Predvsem tudi daily v času covida, ko je bilo manj stika v pisarnah, mi smo ohranili stik. Daj mi povej, a si ti tudi ena izmed oseb, ki se težko, ko bi rekel, odklopiš, ker jaz recimo imam zelo rad svojo službo in se dostikrat zalotim, da tudi zvečer malo maile berem, kaj komuniciram z ekipo. Tako da mi povej, kako ti poskrbiš, a se čisto odklopiš tudi, ko greš na dopust, ali si skozi upet malo v službo? Ja, med tednom se ne odklopim. Med tednom ni šanse. Čez vikende se odklopim in grem tudi, jaz mislim, da zdaj že sem se navadil, da grem mentalno stran, kar se tiče tega, da ne gledam mailov, da bi se odklopil od razmišljanja, to pa ne toliko v problemih, pa kaj bo, ampak tako, kam naprej, to me pa skozi daje. Ne moram ločiti v bistvu privatnega življenja pa življenja v podjetju. Vse se mi zdi, veš, da zelo težko ločaš, če imaš neko službo, reče, je to strast, boš verjetno skozi razmišljal o korakih naprej, ne, kaj treba narediti, kaj smo pozabili, kje moramo biti boljši, to je skozi, ja. Dajva se še malo dotakniti. Ti si en zelo lep primer vodje prihodnosti, se pravi te nove generacije, ki prihaja, ki je izjemna, ki ima malo drugačen pogled. Jaz sem tudi zelo zagovornik tega, da je treba čim več ekipno dela, da je treba čim več širiti znanja, da ne zapirati, ampak dejansko spodbujati in se tudi oddati z ekipo, ki ima precej več znanja na določenih področjih moče kot ti. Tako da malo mi razloži, kako gledaš ti na, recimo, če se dotakneva nek vodja prihodnosti, kakšne lastnosti mora imeti, kaj bi rekel, da je pomembno? Ja, spet, jaz ne vem, če lahko ločiš čisto lastnosti vodje pa lastnosti človeka. Jaz mislim, da gre to eno z roko v roki in da je to zelo simpel. Zdaj, če damo, seveda vodja mora imeti neko vizijo, mora biti sistematičen, ampak to so pač vse standardne lastnosti, to mislim, da ne diferencira. Drugače pa sem zelo enostaven recept. Moraš biti good guy ali pa moraš biti dober človek. Zdaj, če ti ne boš razmišljal inicialno samo o sebi, ampak boš razmišljal, kaj je dobro za podjetje, kaj je dobro za zaposlene, pa mislim, da imaš že začetek zelo dobro osnovo, da boš dosegel cilj. Druga stvar je, če hočeš, da ti bodo ljudje sledili, moraš pač delati to, kar ti verjameš. Jaz osebno ne morem se pretvarjati. Ne morem niti nastopa narediti, da govorim nekaj, kar mi je nekdo drug rekel. To mi ne gre. In tretja je, pač delati moraš. Zdaj ne gre. Drugače pač ne gre, no. Saj jaz ne znam. Walk the talk, kako pravijo. Daj nam malo v bistvu opiš poslušalcem našim, kaj pravzaprav počne podjetje tvoje, oziroma Biterna, kaj počnete? Ja, mi se ukvarjamo z implementacijo poslovnih rešitev. Predvsem imamo v svojem portfelju Microsoftove poslovne rešitve, kar pomeni, da pokrivamo dejansko, informacijsko pokrivamo tisto osnoven del poslovanja. Ne vem, mogoče komu kaj povejo buzzwordi, kot so ERP, CRM, BI, to delamo. V bistvu je pa to neke vrste, več ali manj delamo poslovanje, svetovanje, nastavitev teh rešitev, veliko manj recimo zdaj delamo razvoja, kot smo ga delali v preteklosti. To je tudi neka taka transformacija, ki se je zgodila v nekaj letih. Top. In kakor sem zasledil, imate že več kot 1500 zadovoljnih strank, tako da kar lepo rastete, ne? Ja, stranke zelo velike. Ja. Sploh, če vzamemo še DACH regijo zraven, pa zdaj še Švedsko pa Dansko na novo pridružene, tako da ja. Ful dobro. Daj nam malo piš, ko se širite na nove trge, pa kako se je recimo pri vas ta pandemija poznala, se pravi COVID, kako recimo na poslovanje, zdaj imate izjemno rast, ste jo imeli, a je to, ki je vplival na vas,
Pa drugo točko se deva malo tudi dotakniti, kako si ti odreagiral kot direktor? Zdaj na nas je vsekakor vplival v mesecu marcu, aprilu, maju. Takrat je bilo večje zatišje, vsi so v bistvu začeli krčati budžete zaradi strahu. Zdaj, če grem na tvoje naslednje vprašanje, kako je to vplivalo recimo na stranke pa na širitev v tujino, jaz bi rekel, da pozitivno. Mogoče da meni tak zanimiv primer. Recimo leta 2018 sem porabil pol leta svojega življenja za tem, da sem se pogajal z eno stranko na Jamajki. In ena od pogojev je bilo tudi, koliko časa bomo mi dejansko tam prisotni fizično. No, lansko leto smo šli maja v živo in to smo naredili remote. V bistvu vse, kar so se tam spogajali, da bomo dejansko bili na lokaciji, potem se ni zgodilo, ker pač nismo mogli in je šlo vseeno v redu. Tako da, jaz mislim, da s tem COVID odpira ogromne priložnosti, ker je pač trg veliko bolj dostopen, pa za nas tudi ogromen nekih novih v bistvu groženj. Kaj se vrača, kako sem jaz reagiral med korono? Kako si ti se prav kot direktor, ki imaš ogromno zaposlenih pod sabo, kako si se odzval? Odzval sem se verjetno tako, kot vsi ostali. Naredili smo dejansko neke vrste krizno vodenje, tako da smo dnevno preverjali. Jaz mislim, da smo dobili takrat v roku 14 dni neke osnovne cash flow reporte, ker nismo vedeli, pač, kakšna bo plačilna disciplina. Drugače pa bi rekel z velikim strahom. No. V bistvu neznano ti prenaša veliko večji strah, ker ne vem, velik problem, veš, ki ga boš napadel. Jaz sem bil še na dopustu takrat, ko se je to zgodilo, tako da sem dobil klic, potem pa se je on dopust spremenil v delo. Ne. Je bila pa ena misel skozi, ki sem jo v glavi, ne. Bom zdaj res prvi direktor, ko bom šel pred ljudi, pa bom rekel, ne bo za plače. Ker mislim, da noben ni imel zaloge za eno leto. Ne. Veš pa ne, koliko časa bo trajalo. Da niso bili najlepši trenutki, bi rekel, ampak rezultat je pa v redu na koncu. Ampak dobro, zdaj, ko gledaš nazaj, lahko rečeš, ne, da ste uspešno se zborili in šli naprej. Ne. Pa tudi mislim, da smo se naučili, da so strahovi večji, kot je pa pol stvar v resnici. Ful dobro. Deva se še malo dotakniti, nujno, to sem rekel, temu nujno vprašati. Se pravi, ti si raziskoval področje umetne inteligence. Tako da, daj mi malo povej, kako ti gledaš na digitalizacijo. Zdaj, ponovadi imava dve skupini, eni so zelo zagovorniki, jaz zelo spodbujam prihod nove tehnologije in mi je zelo všeč, ker nam olajša življenje. Potem imamo pa druge osebe, ki pa dejansko se zelo bojijo, ogromno nekih podatkov se pobira o nas, ni več zasebnosti, sledijo nam in tako naprej. Tako da, daj mi malo razloži, kako ti gledaš na to področje. Jaz nisem v tistem modelu, da bi verjel v neko teorijo zarote. Jaz mislim, da nam bo ta tehnologija prinesla, nam je že veliko prinesla dobrega, jaz mislim, da nam bo prinesla v prihodnosti še veliko dobrega. Tudi nisem eden od onih, ki razmišlja, da nam bo recimo umetna inteligenca vzela vsa delovna mesta. Jaz mislim, da se bo delovna mesta samo spremenila. Mislim, ljudje smo trdoživa bitja in se prilagodimo in ne verjamem, da nam bo to spremenilo življenje na slabše. Mislim pa, da tudi marsikdo pretirava v zmožnostih umetne inteligence. Ne? Umetna inteligenca v končni fazi so odzadnji algoritmi, ki optimizirajo nek problem. To zdaj ni vse mogoča tehnologija. Ne? Lahko jo uporabiš v slabe namene, vsako lahko, ampak zdaj, da bo pa kar sama po sebi prevzela nadzor nad nami, tukaj pa ne bi šel v te diskusije, no, ne verjamem v to. Se strinjam, ni lih iRobot oziroma film od Willa Smitha. Tako je. Se hecam. Daj mi še malo povej, se pravi, ti si zdaj že 7 let v tem podjetju in verjamem, da se je tudi tvoj stil vodenja malo spremenil. Tako da, če nam malo pišeš, kako bi ti rekel, da se je tvoj stil vodenja, ko si prvič prišel v podjetje, pa si potem počasi rastel do tega, da si zdaj direktor, član uprave, ki imaš ogromne odločitve pred seboj? Definitivno se spreminja. Z eno enostavno besedo bi rekel, to sem prebral, nisem jaz razumel. Večje kot podjetje, višji, ko si večje politike. Zdaj, like it or not, ne, tako pač je. Jaz mislim, da prej sem bil po mojem bolj direkten, kot zdaj.
pa seveda lahko sem zbiral svojo ekipo in bolj sem bil operativen. Zdaj imam večjo ekipo, zdaj čez priključitven Daha, oziroma združitvijo z Dahom, je treba, če hočeš nekaj doseči, tudi na različnih koncih v bistvu ljudi navdušiti, da ti pomaga to pripeljati. Več je politike, no? Tako da v bistvu je več pogovora, več korakov naprej moraš razmišljati, počasneje grejo stvari, bistveno več energije rabiš za manjše korake. Tako da to tudi včasih malo utruja, no? Čisto odkrito. Verjamem. Deva se še malo dotakniti, a si imel ti v življenju kakšnega mentorja ali pa kakšno osebo, ki ti je dala kakšne svete, spodbujala? Ker jaz osebno menim, da so to, pa zdaj jim rečeva mentor, zelo dober prijatelj, ni relevantno, ampak tako, če si imel kakšnega, jaz sem imel kar nekaj parno. Pa verjamem, da si tudi ti zdaj živa v vlogi mentorja, pa imaš kakšne osebe, ki jih vodiš, pa nekako pelješ naprej. Ja, jaz bi rekel, da vsi moji nadrejeni so v bistvu mi nekaj dodali, ne? Tako da sem izoblikovali. Zdaj lahko grem imensko po vrsti, ne? Recimo tak, ki bi ga izpostavil Tomaž Sešak, s njim sem delal v konzultantskem podjetju, Business Consulting. On mi je dejansko dal to disciplino. On me je naučil biznisa, on je me naučil kdo, kaj, dokdaj, on me je naučil perfekcionizma, on me je naučil, da je treba narediti do rokov, da ni heca, tako da pač goal-driven človek sem tam postal in me je dejansko izklesal, ne. Potem recimo, če grem na Zorana Slaniča, pri njemu, on je imel drugačen stil, on je pustil ljudem, da veliko svobode so delali, kar so hoteli, pri njemu, kar bi rekel, kar me je naučil, kadarkoli si k njemu prišel, tako kada si prišel nek tako varen pristan, kak mami ali pa nekam, nobenega problema, nič več ni bilo. On je vse tako izoliral, ne, in v bistvu ti je dal svoj čas in si se počutil dober in si vedel, da si v bistvu nekako na varni barki in da je vse v redu, ne. Tudi če je bilo okrog vse neurje, ne, on je pač to naredil tako, da ni bilo, ne. Pa recimo, ne vem, Andrej Pfeiffer, on je vedno delal neke take velike korake, kar se mene tiče, ne. On me je po mojem pripeljal takrat v firmo in pol me je tudi postavil, po mojem, tudi te drugič malo po mojem sforsiral to, tako da nisem pa operativno tako vključal. Tako da vsak me je nekaj naučil. Recimo, on me je tudi naučil to, lastniki, ko pride firma, ne vem, do nekih 100 zaposlenih, jaz mislim, da je neka taka meja, ko je mogoče dobro, da lastniki razmišljajo, da dajo komu drugmu vodati, ne. In recimo, meni bo to zblazno všeč, ko sem prišel v podjetje, pa seveda sta se dejansko lastnika umaknila in sta delala druge stvari, ne. Sta skrbela za dobro vzdušje ljudi, sta skrbela tako, da pač je bilo tam cool, ne. Nista se pa operativno upletala, ne. In to je recimo nekaj, kar jim ful štejem včasih, da sta sposobna bila to narediti. Top, ful dober. Pa ti mi povej, koliko se ti pa zdi pomembno, da imaš v življenju kakšne mentorje, no? Da, ne vem, da si najdeš neke zaveznike, da ti pomagajo? Vsekakor rabiš nekoga, ki mu lahko malo zaupaš, ne, ali pa ki mu lahko kaj deliš kaj z njim, ne. V končni fazi sprejemamo dosti težke odločitve, situacije so včasih naporne in včasih rabiš svoj ventil. Tako da definitivno, zdaj mentorji, po mojem so vsi okrog mentorji. Jaz sem šel po mojem v zadnjih letu pa pol čez toliko situacij, za kjer bi rekel, da jih ne bi nikoli predvidel, ne. Pa sem se iz tega naučil. Tako da šola ti da neko toolbox, orodje, ostalo ti dajo pa situacije. Zdaj pa ne vem, so to samo mentori kot tvoji nadrejeni, so tudi tvoji zaposleni oziroma tudi vsi okrog tebe, ne. Super, zelo dober odgovor, se strinjam. Deva se še malo dotakniti, kaj je bil pa recimo v tvoji karieri ta, Američani temu pravijo, da aha moment, ki si se pa ti zavedel, jaz pa hočem tukaj kariero graditi, tukaj vidim izjemno priložnost, to je to, kar bi rad počel. A je bil kakšen projekt, kaj je bilo kaj takega, ki te je... Ja, prav tega momenta nisem imel, da bi jaz se nekam naslikal pa rekel, jaz pa zdaj tam hočem biti, ne. V bistvu vse pozicije, ki sem jih dobil, so bile z moje perspektive preveliki čevlji in sem tudi predlagal, da bi koga drugega rajši vzeli. Še posebej ta zadnja je bil ogromen preskok, ne. Jaz sem v bistvu prišel iz najmanjšega oddelka, cirka 20-25 ljudi na 300, ne. Pač nerealen preskok in sem tudi predlagal, da
zakaj ne bi poiskali nekoga na trgu, ki je bolj izkušen in da bo to bistveno boljš. Ne vem, pač so se odločili takrat zame. Tako da tudi zdaj nimam nekih ambicij, da bi zdaj imel, da bi napadal neko pozicijo. Mislim, da bi me to bolj uvirali, kot kar pomagali, ker pa imaš drug fokus, ne. Če imaš ti fokus, da boš firmo spravil na naslednjo točko, pa se ukvarjaš s tem. Če imaš fokus, da boš sebe spravil na naslednjo točko, pa se ukvarjaš s tem, da boš sebe spravil na naslednjo točko. Top. Imaš po mojem konflikt interesov. Ja. Drugače pa mogoče ti pomagam, ker sem bil star 7 ali pa 10 let, smo pa je oče prinesel prvi računalnik, pa sem dal format C v KAS, to pomeni, da sem ga v sekundi uničil in takrat sem vedel, da bom v IT biznisu. Da ne povem, kaj pa oče naredi. Ja, nič, kaj, tako kot vsak oče, nesel je nazaj, pa drugega prinesel, kaj ne naredi. Pohvalil mulca, da ga nekaj zanima. Evo, prva inovacija. Daj mi še to razložiš, kako pa ti gledaš, recimo, da živimo v svetu, ki je zelo hiter tempo, ogromno nekih inovacij in že prej si malo izpostavil, da si imel enega posameznika v ekipi zaposlenega, ki kar napake skozi delo, ampak je pa tudi zmeraj najdel neke rešitve. Tako da kako gledaš na te napake, oziroma če rečeva temu, ne vem, mogoče izzivi, ki se pojavljajo, pa delanje teh izzivov oziroma napak. Ja, brez tega ni napredka, ne. Zato mi smo tudi med svoje core value smo tudi zapisali, da v bistvu dovolimo napake in se iz njih učimo. Mislim, brez tega je po mojem brez veze. To pomeni, da če ne dovoliš napak, ne boš nič probal. Če nič ne probaš, ne boš naredil nobenega napredka. Ja, točno tako. Brez ne gre, ne. Kako pa pol gledaš na ta konstruktiven feedback oziroma povratno zanko, ker ogromen se govori in kar nekaj gostov smo že imeli, ki izpostavljajo ta sandvič, se pravi, da prvo pohvališ, pol poveš, kaj je narobe in pol spet najdeš nekaj dobrega in pohvališ. Mislim, jaz ne znam, ne. Jaz nisem bil v šoli, jaz pač to delam tako, kot se mi zdi, da je prav, tako da ne znam zdaj moje tehnike kakorkoli opisati. Feedback je definitivno koristen in ga moraš dati, tako negativnega kot pozitivnega. Za moje pojme jaz dajem premalkrat pozitiven feedback, ponavadi pozitiven feedback prinese boljše rezultate, pa da več energije ljudem, da bolj nadaljujejo. Je pa še ena stvar, recimo, mislim, mi zdi, da smo že toliko igrana ekipa, da to ni več tako feedback, kot da bi bilo težko to narediti, ampak v bistvu enemu rečeš, glej, tam bi bilo pa boljš tako, zato ker mu hočeš pomagati, pa on sploh ne vzame več tako, kot da je to feedback, ampak da je to samo še en par oči, ki mu pomaga, da se spelja situacija boljš naprej. Tako da to je zelo odvisno. Po mojem tudi vsaka situacija je drugačna. Tudi če nekdo pride v podjetje, po 14 dneh drugače dojema neke stvari, kot pa recimo po 5 letih sodelovanja, ne. Daj mi malo povej, v času pandemije, ko smo šli vsi na Zoom ali pa na Teamse in smo pol absolutno skoraj vsi pretiravali, pa imeli precej več sestankov, kot ponavadi. A ste vi tudi uvedli kakšne, ne vem, te e-kavice oziroma ne vem, kakšne te fun, zabavne stvari, da se je lahko ekipa vsaj malo probala nekako socializirati prek Zooma ali pa Teamsov ali pa Skype ali pa kakorkoli? Ja, imeli smo več poskusov, to so bile bolj lokalni poskusi, ampak generalno to ne deluje, bi jaz rekel, kaj je prav zelo. Mislim, da smo še tako čez eno tako evolucijo. Na začetku smo imeli sestankov od 8 zjutraj do 8 zvečer vsi, pa se je to malo umirilo, pa je bil drugi val, smo šli spet v isto zanko, pa smo se pa spet našli, ampak bi se vrnil v tisti daily sync. Meni se zdi, da je to super dela, no? In je učinkovito, 15 minut je to. Dej, se strinjam, zdaj, jaz tudi z mojo ekipo malo probavam, tako da smo tudi probali uvesti nek facts and snacks, mi temu pravimo, da se malo pogovarjamo o hobijih ekipe, pa probamo kaj pojesti dobrega. Dej pa se še malo dotakniti, zdaj dosežiti 10% year over year rast prihodkov in pa rast dobička je zelo impresivno in tudi zelo težko. Kaj vse to prenese za sabo? Kako se tako loti take stvari, da dejansko dosežeš tako rast? Ja, to je, jaz mislim, da skupek ogromno majhnih stvari. Ne. To ni bilo narejeno tako, da bi rekel, da zdaj smo pa neki generalno sekiro odrezali. Jaz mislim, da moraš znati reči, kaj ne, pa moraš znati reči, kaj ja, pa je to recimo to veliko naredi. Ne. V bistvu delaš stvari,
ki vidiš, da so zate pač v pravi strateški smeri, pa ne delaš unih stvari, ne skačeš iz ene in druge strani, ne greš na vsako priložnost, ne greš delati tisto, kar vidiš, da te ne bo pripeljalo do naslednje točke. Jaz mislim, da je to bistveno. Pol pa to za sabo potegne pač ogromno majhnih korakov in majhnih sprememb, da prideš do tja. Recimo, jaz mislim, da v teh 2 letih je to najbolj bilo pomembno, da smo dejansko rekli, to se gremo, to se ne gremo. Veliko smo delali na tem, da smo čim bolj transparentni, tudi do strank v fazi prodaje, jer to je pri nas bistvenega pomena, ker potem, če nimaš pričakovanj usklajenih, potem imaš blazne težave na projektu, ko imaš težave na projektu, kuraš veliko več energije za to in to se pač pol začne ciklati. To si pa lahko predstavljaš, če skačeš kar na vse, pa brez glavo, veš, kam prideš lahko. Kako si pa vi strategijo postavljate? Si delate 2-letno, 4-letno, 5-letno? Ja, nismo toliko sistematični. Zdaj to, kar smo si recimo, ko sem jaz prišel 2018, kar smo si zadali, temu še vedno sledimo. Govorim za Adriatic. In to tudi funkcionira in kaže rezultate. So pa počasnejši, kot bi si jih mogoče želel. Mi smo dejansko na Adriatiku, smo trg že kar precej, imamo kar velik delež trga, tako da imamo tudi omejeno rast tukaj. Tako da smo rekli, da moramo iti na tuje trge. Na tuje trge greš pa lahko izključno samo, če imaš neko nišno rešitev ali pa nišno znanje. Drugače ni šanse, da boš iz Slovenije nekoga prepričal, ker si enako kot vsi ostali. Še posebno, če ponujaš iste rešitve kot vsi ostali. Da na tak način smo se pa lotili, drug je pa akvizicija, to je pa pač pol fast forward. Ja, kjer je pa zdaj kakšen vaš najbolj potencialen trg? Prej si malo omenil Skandinavijo, skandinavski trgi. Ja, mi, če gledam z vidika Adriatika, še vedno ciljamo na DACH pa UK. Je pa res, da če imaš specifično rešitev, če se nekdo najde, tako kot je bila recimo projekt na Jamajki, ne boš rekel ne, ob pravih pogojih. Ne bo šel delati tega kot prime kontraktor, kot glavni izvajalec, zato ne poznaš lokalne kulture, ne moreš obvladovati v bistvu dobro stranke, ampak če pa to lahko narediš kot podizvajalec, pa ponudiš svojo rešitev, potem je pa to super opcija. Super. Deva se še malo dotakniti. Zdaj, ogromno ljudi, ki te spremlja, ali pa te pogoogla, ali pa spremlja tvojo zgodbo, vidi ogromno lepih uspehov. In premalokrat se ponovadi zavedamo, da je pa pot do tja bila zelo, zelo težka, da si verjetno ogromno noči prebedel, delal 12-14 ur, se marsičemu odpovedal. Tako da daj nam malo razloži, kaj so bili kakšni izzivi, da si prišel do tega položaja. Prvo bom rekel, da ne vem, če je bila pot težka, zato ker sem vse delal rad. Nisem delal, delal sem zato, ker mi je bilo to všeč. Izzivi. Mogoče bi rekel, mogoče bi rajši opisal, kako sem se počutil, ker sem prevzel takrat vodenje najmanjšega oddelka v podjetju. Jaz sem dobil nalogo, da vodim oddelek 2 ljudi plus enega študenta. In za firmo to ni bilo nič. Pač za firmo je bilo tako, ali bo ratal, ali pa ne bo ratal. Jaz pa 14 dni prej nisem spal, zato ker sem razmišljal, kjere stranke, kjeri trgi, kako mi je zdaj dobil stranke, kako bo zdaj to zrasel. Plus to, da vsi, ki so takrat CRM prodali, ki sem jih poznal, pa sem jih poklical, so rekli, nekaj, ker ne boš nič naredil na tem področju. Kdaj je bilo to, koliko časa nazaj? To je bilo 2014. Okay. 2014. In v bistvu sem takrat bil bolj prestrašen, kot pa zdaj, recimo 2018, ko sem dobil to drug challenge. Tako da ja, je bilo zanimivo. Pa kako je šlo, borili smo se za 300 evrov, za 500 evrov, Tako je šlo. Korak po korak. Korak po korak, ja. Kaj, pa si šel pa iz ekipe 3 zaposlenih oziroma 2 pa enega študenta, si šel pa pol na večjo ekipo? Ja, ne, v bistvu smo šli organsko. Sem bil jaz 4 leta v CRM-ju, smo šli na 25 do 30, pa koliko smo še takrat že 1,5 milijona, 2 milijona iz 100 jurjev. Tako da na to sem res ponosen. In na ekipo, ki se je zgradila, in ponosen sem na to, recimo, da smo na tej poti razvili rešitev za prodajo elektrike in plina in da smo to uspeli potem tudi v UK-ju prodati, tako da naša stranka, recimo Total Gas and Power v UK-ju.
To je tak, po mojem, kar impresiven. Močen ime, ja. Impresivna stranka, pa impresiven dosežek. Daj mi še povej, to te moram vprašati, če bi šel še enkrat po isti poti, če bi slečil Blaža, ne vem, 15 ali pa 10 let nazaj, kakšen nasvet bi si dal, pa bi kaj spremenil? Kakšen nasvet bi si dal? Ne vem, mogoče bi si sam povedal, da ne rabiš biti nadpovprečno pameten, nadpovprečno karizmatičen, oziroma da si lahko čist navaden človek in lahko vse marsikaj dosežeš. Če bi kaj spremenil. To me malo spominja tako, da bi šel zdaj na trening. Prvi trening za ostrostrelca, pa bi prvič ustrelil, pa zadev tarčo, ne? Zato, ker bi se pač vsi vetrovi poklopili in bi me vprašal, a bi še enkrat ustrelil, bi kaj spremenil. Verjetno bi rekel, ne, pustimo tako. Težko, no. Ja, super, ker se strinjam, ker itak tudi, če je kakšen izziv se pojavil ali pa kaj, kar bi mogoče spremenil, pa verjetno ne bi bil na tej točki, ki si danes. Ja, tukaj se zelo strinjam. Jaz mislim, da glavna stvar, ki te izoblikuje, so dejansko težke situacije. Tako da jaz recimo tudi kdaj vprašam na razgovorih, kaj pa je bila kakšna težka situacija ali pa težka odločitev, kjer si se odločil levo ali pa desno in kaj recimo pol temu sledili. Jaz ne verjamem, da lahko izključno samo da si samo priden, pa sam delaš to, kar ti rečejo, ne, po mojem ni dovoljno. Tako da recimo meni je všeč naš način, recimo tudi na fakultetah, kjer imaš možnost, da zabluziš ali pa da narediš. Ker pač se moraš izoblikovati, ne, moraš se odločiti sam. Super, zdaj si pripeljal do intervjuja, mi je bilo všeč, prejšnjo epizodo sem gostil Metko, Svetlini iz Googla, in sem jo mogel vprašati, da če je to res, ne, da ima Google taka vprašanja, ki jih dejansko noben ne zna odgovoriti. In je rekla, da kakšno vprašanje so, ampak je v bistvu poanta, tako kot si ti zdaj rekel, da malo vidiš tudi, če so izzivi, kako ta oseba razmišlja. Ne? Ali pa kako reagira tudi. Ali pa kako reagira, ja. Zdaj, jaz verjetno bi tako vzel telefon, pa bi po Googlu vprašanje. Ne? Tega ponovadi ne dovolimo. Top. Dajva se še dotakniti Blaža. Se pravi, kaj ti kaj počneš, da preženeš stres, oziroma kako obvladuješ stres, no, ki je danes ker prisoten? Najbolj mi pomaga dejansko tek. Tudi če moram kakšno prezentacijo pripraviti, če moram kaj razmišljati, potem grem sam teč. Recimo na oni točki, ko si že toliko utrujen, da ne moreš več razmišljati, ponovadi začneš da prave stvari razmišljati. Tako da to je en tak ventil. No. Pa recimo druženje, imam tudi nekaj ljudi, s kim lahko zaupam in potem čez diskusijo. Se sem že rekel, ene parkrat smo v bistvu drugmu, smo neki psihiatri, ne. Da, pač rabiš neke ventile, to definitivno. Absolutno. Kaj pa še kaj počneš v prostem času? Kaj je kaj tazga, kaj te zanima? Imaš kakšen, poleg tega še kakšen tak hobi, kaj... Ja, imam, sicer premalo prakticiram, rad jadram. Dobro. Ja, zdaj ne bom rekel, da sem športni jadralec, sem bolj tako turističen, no, ampak zdaj, če te prav veter, seveda želim tisto maksimizirati, da gremo čim hitrejši in čim bolj optimalno, tako da imam to vse. Pa kar mi je tudi zelo všeč, je kakšno dirkanje. Tukaj sem bil premalkrat, parkrat sem pa šel na stezo, to mi je pa tako, recimo, do zdaj mi še bilo še najboljši občutek. Če kakšno dirkanje, to nam malo opiši. Ja, tako, z avtom, recimo. Aha, kaj, da greš prav na kakšno stezo specifično s kakšnim? V Avstriji, Spielberg, Red Bull Ring je, recimo tam lahko tega KTM crossbowa si lahko najameš oziroma greš na trening. Tisti je kar taka zanimiva izkušnja. No? Tudi imaš čelado gor, nisi v kletki, ne, si v bistvu zunaj, motor slišiš, ročen menjalnik, tako resna stvar. No? Pa lahko se tudi v steno zaletiš, če pač pretiravaš, ne? Sam po mojem niso najboljši rezultati. Dajva se še malo dotakniti vašega podjetja. In sicer me zanima, zdaj, kot so že prej izpostavila, 10% rast, 900 zaposlenih, skoraj ogromno nekih trgov, zdaj, ki se širite. Kaj bi pa rekel, ne vem, da prej si tudi izpostavil, oziroma da imate 3 neke ključne dejavnike, ki so odgovorni za uspeh. In to je znanje, inovativnost in pa usmerjenost v uspeh svojih strank.
Koliko vi kot podjetje tudi vlagate v svoje zaposlene, v izobraževanje, koliko je to pomembno danes tudi za rast podjetij nasploh, da se vlaga v zaposlene? Jaz mislim, da je to ključnega pomena. Ne? So pa različni načini, kako vlagati v zaposlene. Eno je pač preko programov, pa da ima izobraževanja. Mi seveda naredimo letne plane in tudi damo budžete za izobraževanja. Zdaj, če pa gledam res tiste, ki so na začetku svoje karierne poti, je pa jaz mislim, da je ključna stvar, da imajo ob sebi ekipo, mentorja ali pa šefa, ki posveti veliko časa. Tam so v bistvu največji v bistvu taki preskoki. Drugače pa ja, jaz mislim, da mi upravljamo recimo nekih 60% časa dejansko namenimo za stranke, jaz mislim, nekih 40 so pa ostale aktivnosti, ne? Ali izobraževanje ali interne. Nimamo pa mi kaj dosti izbere, no? Tako da tudi, če bi, ne morem zdaj reči, da smo zelo dobri zato, ker se izobražujemo, ne, ker nas koliko Microsoft nasil, v bistvu okolje nasil, no? Saj nimaš izbere. Ja. In vi ste gold partner, ne, kolikor sem zasledil, oziroma zlati partner od Microsofta, ne? Ja, tudi med drugim. Ja. Teh značk je zdaj že kar nekaj, tako da še sem že pozabil. Ful dobro. Zdaj, deva se še malo dotakniti tega globalnega mindseta, oziroma to, da si tudi v tujini in absolutno vi, ki ste korporacija, ki je prisotna na večjih trgih, koliko se tebi zdi kot direktorju, kot vodji, kot član uprave pomembno, da tudi ti hodiš v tujino, da dobivaš neke druge perspektive, ne vem, da dobivaš neke nove razsežnosti? Ja, bilo bi super, nažalost to zdaj je zelo omejeno, drugače pa ja, ker kulture so zelo različne, no? In tudi reakcije so drugačne, drugače se dela, tako da to je definitivno nova izkušnja in če želiš funkcionirati v tem okolju, ga moraš spoznati. Tako da, ja, mi je bilo pa tudi zanimivo recimo prej, ko na projektih, ne, projekt v UK-ju je drugačen kot tukaj. Res je drugačen, kultura je drugačna in če nisi tam, ne veš, ne. V Singapuru je pa tudi drugačne. Yeah. Tako da meni je bilo to super spoznavati, je pa zna biti pa naporno, ne. Težko sedeti v neko druge čevlje ali pa drugo perspektivo, ki sploh ne poznaš, ker ne veš, v kaj se sploh daješ. Kaj bi pa rekel, da so bile glavne razlike recimo med Singapurjem ali pa zdaj Jamaico ali pa UK-jem? Ja, zdaj recimo v UK-ju tam ti težko karkoli direkt povejo, ne. Eno je že čista jezikovna bariera, uporabljajo veliko enih fraz, ki jih mi ne razumemo čist, pa zelo tako je vse malo vato zaviti, zelo težko je, mi smo za njih zelo direktni. To je vse v redu, dokler polka ni, ne. Tako da recimo to je definitivno ena taka razlika, ne, pa ti rečeš, do takrat bo, pa misliš, da to je to, ne, zdaj se bo zgodilo. Ja, ni nujno, da se bo to res tako zgodilo, ali pa da so vsi isto razumeli. Z Singapurjem imam samo eno izkušnjo, tam so bila samo pogajanja zelo trda, tako res eno leto, ampak polka smo se zmenili. Zdaj ne vem, če je to vzorc, ne, to je zdaj en primer, ampak zdaj pa v redu, zdaj pa stvari tečejo tako, kot smo se zmenili. Kako pa vam ratuje kaj švedsko oziroma dansko, ker jaz imam švedske lastnike in pri nas je tako, da tega nikoli nisem še vedel, no, ker sem začel delati, da Švedi, ko pride poletje, dejansko ugasne računalnike, mobitele in jih 2 meseca ne moreš dobiti. To je za njih pač se odklopijo in se res odklopijo. Odkrito ne vem, ker je bilo Danska je bila, mislim, da novembra akvizicija, Švedska je bila pa, mislim, da celo letos. Da to je čisto sveže, ali pa tako v zadnjih 3 mesecih se je to zgodilo. Super, dajva se še dotakniti malo, kaj so pa recimo tvoji kakšni dnevni ali pa tedenski izzivi, ki se soočajo z njimi, ali pa mesečni kot direktor pa član uprave? Kaj so v bistvu najpomembnejše stvari, ki ti zavzemajo čas? Ja, nimam tako, da bi rekel neke velike kose, vse gre po temu kalupu, kot sem prej rekel, ne, dnevni sestanki, tedenski, ko pogledam pa v bistvu to, kar je strategic. Največ mi pa zavzema, jaz mislim to, da se pač zdaj z vsemi, temu rečemo, stakeholderji zmene, da stvari porinam naprej, no, to, kar bi rad. Recimo med drugim sem zdaj od
oktobra so me nominirali še, da sem odgovoren za celo grupo za interno digitalizacijo. Zdaj se pač kar nekaj energije posvečam temu projektu. To je pa recimo, če si predstavljaš, ogromno držav, ogromno interesov, in pač vsaka sprememba, ki bi jo rad naredil, mora čez določene priprave, bi temu rekel. No, to vzame veliko časa, no. Nažalost. Tako je. Dobro, pa ogromno nekih procesov, ne, to pa za sabo potegne, ker to več ne gledaš samo neke, mislim, Slovenije, ampak gledaš v bistvu celotno grupacijo. Ne. Ja, ravno danes smo imeli neko tako povzetek prve inicialne hitre analize in smo ugotovili, da ni miš, ampak je slon, tako da ne moramo pa slona razrezati, pa ga spraviti v življenje. Ampak verjamem, da so ta pravo osebo postavili tebe za to nalogo. Hvala, upam. Deva se zdaj še malo dotakniti tvojega osebnega življenja. Kaj recimo kakšen quote ali pa kakšna knjiga ali pa serija, ki jo spremljaš, gledaš, bereš, kaj te kaj veseli? Ja, quoteov imam veliko, ne, imam eno tako steno, sem jih zbiral, tak, ki mi je zelo simpatičen, je The problem is not the problem is your attitude about the problem. Sploh, če gledaš o Johnny Deppa, ko pove to o Piratu iz Karibov. Pač pa tak poseben twist pri temu. Kaj, najboljša serija? Na dolgi rok bi rekel, da mi je bila Meš taka zimzelena. Knjige pa različno. Zdaj, najvišji kotira zaenkrat še vedno od poslovnih knjig From Good to Great. Tam je res tako, me je ganila, pa tudi veliko nekih idej mi je dala. Kaj pa, da nam malo piši, kaj pa je knjiga, ne poznam. Analizirajo, mislim, da čez obdobje 20-40 let ameriške korporacije in probajo ugotoviti, kaj je diferenciator, zakaj so nekatera podjetja na dolgi rok uspešna in zakaj niso. In pa pač gledajo, kakšni so bili voditelji, kakšne korake so naredili. Tako, meni je bila zelo zanimiva. Jaz sem si to takrat, dejansko, nisem si jo prebral, točno to dobra zgodba. Bil sem v Beogradu in sem imel audiobook in sem ugotovil, da ne moram predvajati na zvočnike v avtu. Celo pot od Beograda do Ljubljane sem imel na speakerju. Probite enkrat, to je mučno, ampak toliko mi je bila recimo zanimiva. No. Dobro, verjamem, da si se namatral. Ja, sem se namatral, ja. Šesa so me bolela. Še eno vprašanje sem te prej pozabil vprašati in sicer, kaj bi pa rekel, da so pa tvoje dobre lastnosti kot vodja? Da tisto, kar te dela odličnega, kakor pravijo tvoji zaposleni? Ja, sebe je vedno težko gledati. Jaz se trudim, da delam to, kar sem prej rekel na začetku. No? Jaz mislim, da mi je to, da nimam teh svoje ambicije, da bi zdaj šel na naslednji korak, mislim, da je to super, no? Zato, ker pa imaš res druge fokus in sploh si tako varen, ga se počutiš, nimaš nobene težave, obdal bi se rad z najboljšimi. Druga stvar, ki mi zelo pomaga, je tudi From Good to Great, je, da v bistvu edini cilj, ki bi ga mogel imeti vsak vodja, je, da dejansko zgradi naslednika in da gre, ne. In pa ima spet čist drug fokus in to je v redu. Reč pa jaz mislim, da sem dosti dostopen, da dam komorkoli v bistvu namenim dovolj časa, pa skozi vse me motne. To verjetno tudi ti malo poznaš. Vse me moti, vse bi rad zboljšal vedno. Vse moraš imeti neko mero, da ne gre v ekstreme, ampak skozi hočeš malo več. Mislim, da je to v redu. Pač pa ljudje tudi vidijo, da se ti boriš za to in da ti je to pomembno in pa postane verjetno tudi drugim pomembno. Koliko imaš pa ti danes, mislim danes na tem položaju, ne danes, ampak na tem položaju časa, da si dejansko, ne vem, tudi zaposleni lahko pridejo k tebi na kakšen pogovor, če imajo kakšen izziv pa to, ker imaš kar ogromno nekih sestankov, odgovornosti, verjetno ogromno nekih e-mailov prejmaš vsak dan. Ne vem, če še kdo kdaj ni prišel na vrsto. Zmeri imaš, ok. Super. Jaz mislim, da ne. Mislim, drugače pa pač, če ne gre drugače rečem, pa danes ob 9. Mislim, če je nujno, bo pa pač ob 9 zvečer. Ampak ne spomnim se, da bi dejansko koga zavrnil. Razen recimo, če vprašam, kaj je, pa je nujno, pa na hitro rečeš, ne, lahko ti ta pomagam, pa da bi pa kdo se hotel pomeniti. Pa zmeri. Super, ful dobro. No, lej, to je ena izmed teh stvari, ki te lahko jaz zdaj pohvalim, pa tvoji zaposleni, da je zelo dobra, pa odlična. Pa se še malo dotakniti, kaj pa kakšen, recimo, najljubši podjetnik, oziroma kjer je oseba, kakšna, ki jo spremljaš, pa ti je za zgled?
ali v Sloveniji, ali v tujini? Ja, tukaj sem slab, no. Dejansko ne spremljam, tudi ne poznam jih dovolj. No. Recimo, gledal sem film, to zdaj ni referenca, ne. Ampak Steve Jobs me je impresioniral glede tega, da je bil perfekcionist, da je hotel stvari res speljati do konca, tako da je delal tako, da je bilo perfektno. Jaz tudi ne maram povprečnih stvari, no. Tako, sploh, ali pa podpovprečnih pa sploh ne. Tako da imam rad, da smo boljši kot pa povprečje. Mislim, da povprečje ne moreš v bistvu zmagati. Ja, se strinjam. Zdaj, ko sem te vprašal, oziroma da mi poveš, kje je tvoja najljubša aplikacija, si izpostavil mobile.de, kar je super za gledati, ja, kakšen hud avto, ampak ponovadi ljudje rečejo, ne vem, Google Maps ali pa ne vem, My Calendar ali pa e-mail ali pa kaj takega, ali pa LinkedIn. Kako? Povej. Ja, če bi zdaj gledal, koliko časa porabim, kje pol je verjetno, ja, po moje glavno orodje je verjetno Outlook, ne? To je Outlook pa PowerPoint, pa kdaj kakšen Excel. Zakaj pa mobile, kaj? To sem se malo hecel, to je v privatnem življenju, ne? A rad spremljaš kakšne? Ja, v tem me zanima, to skozi gledam. Kjere znamke? Ajde, da slišimo. Kjere znamke? Ja, bolj sem na nemške, pa bolj športne avtomobile, ampak recimo, da gremo v kategorijo športnih. Kjer je pa kakšen tvoj sanski avto, ajde? Sanski avto? Ja. Mislim, z 911 bi bil zelo presrečen, kaj ne rečem, no, ampak bom rekel, da bom še malo počakal. Tako 20 let ga že gledam, pa po mojem bom še malo mobile, da je spremljal, še njih 15 pa. Ja, se lahko, recimo jaz sem zaljubljen v Audi R6, tako da verjamem, da ga bo enkrat imel, pa tudi, če bo 20 let star, se pravi zelo star letnik, ne. Ja, pa se je že to že spremljanje ti da, zadovoljstvo, ne. Po mojem bi se čutil malo zgobljenega, če bi si ga kupil enkrat. Verjeten, ker ti pol cilj, en cilj dosežeš. Veš več, kaj bi naredil, ne. Točno tako. Ful dober. Zdaj, dajva pripeljati na en pogovor do zaključka in najpomembnejše vprašanje. Zdaj mi imamo že kar lepo skupnost, ki nas spremlja od raznih direktorjev do predsednikov uprav, do študentov, mladih podjetnikov, ki želijo spet, mladih vodij. Tako da, daj mi povej, kaj bi bil pa tvoji 3 neki nauki za naše poslušalce? No pressure, ampak. 3 nauki. To je zdaj... Ne bi šel zdaj v kakšne zapovedi, no. Bom, recimo, lahko enega. Lahko. Okay. Evo, in privat in v podjetju, jaz mislim, da je glavno, da zelo odkrito komuniciramo, še posebej takrat, kaj je težko. Mislim, da je konc vseh odnosov, pa konc zaupanja takrat, ko nehamo govoriti to, kaj si mislimo, pa takrat, ker nehamo govoriti, kaj si želimo. In to velja v firmi in doma, ampak to je ful težko, zato ker je težke stvari vedno težko skomunicirati. To mislim, da je nekaj, kar če prakticiraš, da boš imel veliko možnost, da boš imel ohranil ljudi okrog sebe, pa imel zaupanje. Top, ful dobro. Tako da Blaž Strle, dragi poslušalci, je bil z nami. Jaz bi si ti zelo rad zahvalil. Zdaj Blaž, kot sem že prej povedal, je direktor družbe BE Terna Adriatic, član uprave BE Terna skupina in pa po novem, kot smo zvedeli na našem podcastu, tudi odgovoren za inovacijo oziroma digitalizacijo. Tako da jaz bi si ti še enkrat rad iz srca zahvalil za res tvoje izjemne poglede. Hvala. Hvala, Mark, bilo mi je veselje. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.